V sredo 18. novembra je v sklopu Svitovih dnevov ob 18. uri v prostorih Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekalo predavanje o preventivnih ukrepih pri boleznih prebavil, popoldan pa je na ploščadi pred kulturnim domom potekal poučen sprehod po notranjosti človeka. Z velikim veseljem smo prišli na obisk v Slovenske Konjice predstavljati program SVIT, to je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Strašno dolgo ime ima ta program, gre pa za nov način reševanja enega zelo hudega zdravstvenega problema v Sloveniji, to je raka na debelem črevesu in danki. To je rak, o katerem še vedno ne govorimo prav radi, čeprav je to drugi najpogostejši rak in tudi drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. Približno 1400 ljudi na leto nam v Sloveniji zboli za tem rakom in žal tudi okrog 700 ljudi zaradi tega raka vsako leto umre. Glavni razlog, da je takšna umrljivost zaradi te bolezni, je pa v tem, da velika večina, nad 84% ljudi s tem rakom pride k zdravniku zelo, zelo pozno, pogosto žal prepozno. To pa zato, ker gre za bolezen, ki zelo dolgo časa poteka brez kakršnih koli jasnih opozorilnih znakov, brez kakšnih jasnih simptomov. Ljudje pač na znake, ki se pojavljajo, niso pozorni, niti zanje ne vejo, da so tako resne stvari to in ne grejo k zdravniku. Ko pa grejo k zdravniku, je pa marsikdaj ta rak že v zelo razviti obliki, celo že z razsevki na druge organe. Kako ta rak nastane? Ta rak se razvije iz enih predrakavih sprememb in če greste pogledat, bomo pokazali, kako to izgleda. Zdrava sluznica debelega črevesa je taka lepa rožnata sluznica. Z leti, ko je pa človek malo starejši, pa lahko na tej sluznici nastanejo polipi, predrakave spremembe, ki sami po sebi niso nič nevarni. Nevarno je pa to, da se ti polipi z leti večajo in iz njih na njihovi površini se lahko začnejo razvijati rakave celice. Iz polipov se razvije rak. Če pa mi pravočasno polipe odkrijemo in če jih zdravnik že pri preiskavi odščipne, česar človek ne čuti, ker sluznica debelega črevesa ni tako oživčena, da bi to odščipnenje kaj čutili. Torej, če ta polip pravočasno odstranimo, dejansko lahko preprečimo nastanek raka na debelem črevesu ali pa danki. Pomembno je pa seveda to, da mi polip odkrijemo pravočasno. Človek ne more vedeti, da ima polipe. Edina metoda, kako mi polipe lahko odkrijemo, je, če pregledamo vzorčke blata. Ti polipi imajo na površini namreč kapilare, žilice, tanke žilice in ko se blato pomika skozi debelo črevo, se seveda podrgne po polipu in ena majhna sled krvi lahko ostane v blatu. In prav to sled krvi v blatu išče program SVIT, torej ta državni program presejanja. Najmanjše sledove krvi lahko zaznamo, prikrito krvavitev, ki je človek v vsakodnevnem življenju ne opazi. Zato pač povabimo ljudi, da nam pošljejo vzorčke blata z enim posebnim kompletom 2 testerčkov, ki jih ljudje dobijo na dom. In seveda, če odkrijemo, da je v tem blatu sled krvi, potem človeka povabimo še na preiskavo, kolonoskopijo. To pa pomeni, da gre zdravnik z eno majčkeno kamero v debelo črevo in natanko pregleda, kaj se v resnici v debelem črevesu dogaja. Da bi pa ljudem pojasnili, kaj to je, kako izgleda debelo črevo, kakšen organ to je in kaj se dogaja pri kolonoskopiji, pa hodimo po Sloveniji s temle našim modelom debelega črevesa, s tole našo lepo podzemsko jamo, v kateri seveda niso samo polipi, ampak vidimo marsikaj. Tukaj recimo je en hemoroid. To je ta razširjena žila, težava, ki jo poznajo mnogi ljudje po 50. letu. Kaj gre še lahko narobe? Polip seveda lahko zelo zraste. Tale polip je že na peclju, pecljati, ampak to samo po sebi še vedno ponavadi ne pomeni kakšne resne nevarnosti za zdravje. Je pa takle velik, zrel polip seveda zelo huda nevarnost, da se na njem začne razvijati rak na debelem črevesu. Večje tveganje, da zbolijo, imajo ljudje, ki imajo kronična vnetja debelega črevesa. Tukaj vidite, kako je to vse rdeče. Vneta sluznica debelega črevesa, kolitis. Ljudje, ki veliko uživajo alkoholne pijače, zlasti žgane, so zelo izpostavljeni nevarnosti, da dobijo tako kronično vnetje. Tukaj predstavljamo Crohnovo bolezen, to je ena avtoimunska bolezen, ki je zelo resna težava
Včasih tudi Crohnova bolezen pripelje do tega, da je treba odstraniti del ali pa kar celo debelo črevo. In tudi bolniki s Crohnovo boleznijo imajo povečano tveganje, da zbolijo za rakom na debelem črevesu. Tole so ene take kamrice, ki lahko se razvijajo na debelem črevesu, tako imenovani divertikli. Zaradi divertiklov v debelem črevesu lahko zastaja blato, staro blato, in ker seveda mi zaužijemo marsikaj, kar ni zdravo, tudi toksične snovi, karcinogene zadeve, ljudje, ki imajo hudo divertikulozo, so tudi nekoliko bolj izpostavljeni nevarnosti, da zbolijo za rakom. Tukaj le vidite seveda že velike take odrasle stare polipe, ki so zelo nevarni. Tale bi recimo že lahko bil seveda tudi rakav, zato zdravnik, ko odstrani tak polip, ga pošlje še na podrobno preiskavo pod mikroskop, tako imenovano patohistološko preiskavo, zato da specialist ugotovi, ali so te celice že rakave ali niso. Seveda, če odkrijemo raka v zelo zgodnji fazi, ko je še na polipu, s tem, ko smo odstranili polip, dejansko odstranimo že tudi raka in potem je tak bolnik ozdravljen. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni. Ta rak je v začetnih fazah ozdravljiv rak, z razmeroma enostavnim posegom povsem ozdravljiv rak. Žal seveda takrat, ko je tako zgodna faza, ponavadi bolnik niti ne sanja, da je z njim kaj narobe. Človek misli, da je zdrav kot riba, v resnici se pa v njegovem telesu že kuha začetni stadij raka. Edina metoda, da to odkrijemo, je seveda, kot smo že rekli, pregledovanje blata na prikrito krvavitev, kar lahko seveda opravite v programu SVIT. Tole je ena težava, ki je na srečo zelo redka, to je družinska genetska motnja, polipoza, družinska polipoza. Gre za dedno motnjo, pri kateri nastajajo ogromno število polipov, že pri mlajših ljudeh. Seveda ti ljudje imajo ogromno večjo verjetnost, da bojo zboleli za rakom, zato običajno zgubijo debelo črevo že v mladih letih. Tudi pri ljudeh, ki nimajo te nesrečne dedne težave, obstaja lahko znotraj družine nagnjenje k nastanku raka na debelem črevesu. Zato imajo ljudje, ki vedo, da so njihovi starši ali pa tete in strici, bratje in sestre zboleli za rakom na debelem črevesu ali pa danki, povečano tveganje za to bolezen. In velja neko zlato pravilo, da bi tak človek moral 10 let, preden je njegov svojc zbolel, opraviti prvo kolonoskopijo, torej prvi pregled debelega črevesa. No, zdaj smo pa seveda prišli že do razvitih rakov, in tisto, kar je najhujše in česar se seveda vsi najbolj bojimo, rak na debelem črevesu v eni razviti fazi, v tako imenovani 4. fazi, ko se je že razširil ne samo po steni debelega črevesa, ampak že tudi skozi steno debelega črevesa na zunanjo stran. Tam so seveda krvne žile, limfne žile in ta faza raka seveda je zelo nevarno, da se je že razširila, da so rakaste celice že prišle tudi v druge organe. Najbližje seveda so jetra in trebušna slinavka. Vsi pa vemo, da je rak na jetrih ali pa na trebušni slinavki pa v resnici zelo huda zadeva. Zdravljenje je seveda še tudi v tej fazi možno in je tudi uspešno lahko. Žal, v manjšem odstotku ljudje preživijo tako fazo raka, pa tudi kakovost njihovega življenja se močno spremeni. Zgubijo debelo črevo, dobijo stomo, drugače odvajajo potem do konca življenja. Skratka, gre za res hudo bolezen in zelo potuhnjeno. Bolezen, ki se leta razvija v našem telesu brez kakršnih koli znakov. Zato sem prepričana, da je program SVIT v resnici rešitev zelo hude težave. In mi bi bili seveda zelo veseli, ko pride vabilo k vam na dom, nikar ne vtaknite glave v pesek, odzovite se, vključite se v program SVIT, odvzemite 2 vzorčka blata in pošljite jih v laboratorij. To je še najmanj, kar lahko res naredite za svoje zdravje. In vsak, ki je prebolel to bolezen, vam bo z veseljem povedal, se splača.